Predstavljajte si to, vaš denar ne sedi le na vašem bančnem računu in nabira prah. Temveč trdo dela za vas, zasluži obresti, ostaja likviden in pripravljen za pokritje vsakega nepričakovanega izdatka, ki vam lahko prekriža pot. Sliši se kot sanje, kaj ne? Ampak to niso sanje in to ni rezervirano samo za finančne elite. Tudi vi lahko to dosežete. In za začetek ne potrebujete zapletene investicijske strategije ali tisoče evrov. Danes vam bom pokazal, kako svoj denar kot začetnik lahko spravite na delo, medtem ko ga ohranjate likvidnega in dostopnega. A to je ključno. To vam bo tudi pomagalo držati se proračuna. Prav ste slišali? Ne bo več impulzivnega zapravljanja, nobenih finančnih skrbi in nobenega spraševanja, kam je izginil ves vaš denar. Do konca tega videa boste imeli trden načrt, kako začeti služiti obresti, ostati finančno varni in se držati proračuna. Verjemite mi, to je lahko prelomnica, na katero ste čakali. Zato se poglobimo in vaš denar spremenimo v delovno, proračunu prijazno sredstvo. Začnimo s preprosto resnico. Denar ne bi smel samo stati. Moral bi delati tako trdo kot vi. A za večino ljudi je njihov denar ali spravljen na varčevalnem računu z nizkimi obrestmi ali še huje, na tekočem računu, kjer je skušnjava, da ga porabite na mah. Problem? Ne zaslužite ničesar in vsak evro je zamujena priložnost. Zakaj je to pomembno? Ko vaš denar samo sedi, izgubljate potencialne zaslužke, tudi ko je inflacija nizka. Toda, če ta denar postavite na delo, začne prinašati obresti. Kopiči se brez dodatnega napora z vaše strani. In ko je likviden, ga lahko uporabite kadarkoli ga potrebujete, bodisi za nujno situacijo ali za priložnost, ki se vam ponudi. Pomislite na to takole. Predstavljajte si, da imate 10.000 evrov na varčevalnem računu z visokimi obrestmi, ki prinaša 5% obresti letno. To je 500 evrov na leto samo s tem, ko vaš denar počiva. In najboljši del je likviden, pripravljen za uporabo, kadarkoli vam življenje poda izziv. Ampak kako to doseči? O tem bomo govorili najprej. Zdaj se pogovorimo o tem, kako lahko dejansko postavite svoj denar na delo, medtem ko ostaja likviden. Tukaj so 3 preproste, a močne strategije. Varčevalni računi z visokimi obrestmi ali HISA. To je vaša prva postaja. Za razliko od tradicionalnih varčevalnih računov, ki ponujajo skromno obrestno mero, vam HISA omogoča precej višji donos. Pogosto okoli 4 do 5%. Najboljši del? Vaš denar je zavarovan pri FDIC in enostavno dostopen, kadar ga potrebujete. Še namig, preverite različne možnosti za najboljše obrestne mere. Niso vse banke enake, nekatere spletne banke ponujajo boljše pogoje kot tradicionalne. Samo ne pozabite, da depoziti morajo biti pod $250,000, da so zavarovani pri FDIC. Potem so tukaj računi denarnega trga ali MMA. Ti računi združujejo najboljše lastnosti varčevalnih in tekočih računov. Zaslužite spodobne obresti, pogosto primerljive s HISA, medtem ko ohranjate enostaven dostop prek čekov ali debetnih kartic. Idealen je za tiste, ki želijo malo več fleksibilnosti pri svojem denarju. Tudi tukaj imamo namig. MMA-je uporabite za srednjeročne varčevalne cilje, kot je nakup novega avtomobila ali financiranje počitnic. Vaš denar ostane dostopen, vendar tudi dela za vas. In potem so tukaj še kot
Tretje, potrdila o vlogi z lestvično strategijo ali CD-ji. Če ne potrebujete takojšnjega dostopa do vsega svojega denarja, razmislite o CD lestvični strategiji. To vključuje razdelitev denarja na več CD-jev z različnimi roki zapadlosti. Ko vsak CD zapade, lahko denar ponovno vložite ali uporabite. Ta strategija vam omogoča, da zaslužite višje obresti kot pri standardnem varčevanju, medtem ko del denarja ohranjate občasno dostopnega. In tudi tukaj imamo namig, združite CD lestvico z HISA ali MMA, da ohranite likvidnost, medtem ko maksimizirate obresti za sredstva, ki jih ne boste takoj potrebovali. Te strategije so vaša osnova. Zagotavljajo, da vaš denar vedno dela, a nikoli ni izven dosega, ko ga potrebujete. Da pa to deluje, morate ostati disciplinirani pri porabi. Zdaj, ko veste, kako postaviti svoj denar na delo za vas, se pogovorimo o tem, kako se držati proračuna. Ker če niste previdni, lahko vse tiste težko prislužene obresti v hipu izginejo zaradi slabih potrošniških navad. Skrivnost uspeha, avtomatizacija in jasnost. Avtomatizirajte svoje prihranke. Nastavite samodejne prenose iz vašega tekočega računa na HISA, MMA ali CD vsak mesec. To zagotavlja, da nenehno varčujete, ne da bi o tem sploh razmišljali. To je, kot da bi plačevali sebi najprej. Brez izgovorov in brez zamud. Začnite počasi, če je potrebno. Tudi avtomatiziranih 50 evrov na mesec se s časoma nabere. Ključna je doslednost. Nato spremljajte svoje stroške vestno. Ne glede na to, ali uporabljate preglednico, aplikacijo ali staromoden zvezek, spremljanje stroškov ni pogajanje. To je edini način, da razumete, kam gre vaš denar in ugotovite, kje lahko zmanjšate porabo. Razvrstite svojo porabo v potrebe, želje in prihranke. Na ta način lahko dajete prednost tistemu, kar je najpomembnejše in odpravljate nepotrebne stroške. In nato uporabite pravilo 50-30-20. Dodelite 50% svojega dohodka za potrebe, kot so najemnina in komunalne storitve, 30% za želje, kot je večerja zunaj ali zabava, in 20% za prihranke in odplačilo dolgov. To preprosto pravilo vas ohranja uravnotežene in zagotavlja, da vedno dajete denar na stran. Še namig, prilagodite odstotke glede na svojo finančno situacijo. Če imate visoke dolgove, boste morda želeli nameniti več za prihranke in odplačilo dolgov, dokler niste v boljšem položaju. Z avtomatizacijo prihrankov in držanjem jasnega proračuna ne le, da povečujete svoj denar, temveč tudi vzdržujete svoje finančno stanje. To je popolno ravnovesje med varčevanjem za prihodnost in udobnim življenjem danes. Ok, vaš denar dela za vas, vaš proračun je trden. Zdaj pa pride veliko vprašanje. Kdaj lahko uporabite svoje likvidne prihranke? Tukaj je zlato pravilo. Dotaknite se svojih prihrankov le, ko je to res potrebno. Preden naredite dvig, si postavite 3 vprašanja. Ali je nepričakovano? Ali je bil ta strošek nepričakovan, kot na primer zdravstvena nujnost ali popravilo avtomobila? Ali je potrebno? Je to nekaj, kar res potrebujem? Ali je nujno? Ali lahko počaka? Ali ga je treba rešiti takoj? Če je odgovor na vsa 3 vprašanja da, potem uporabite svoje prihranke. V nasprotnem primeru je čas, da ponovno preučite svoj proračun in preverite, ali lahko pokrijete strošek, ne da bi posegli v svoje rezerve. Zapomnite si, da vsakič, ko dvignete denar iz svojih prihrankov, ne porabite samo denarja, izgubljate tudi prihodnje obresti. Zato je ključno, da čim prej nadomestite vsak dvig.
Pomaknimo se za trenutek nazaj in poglejmo širšo sliko. Ko postavite svoj denar na delo in se držite proračuna, ne izboljšate le svojih financ, spreminjate svoje življenje. In to je tisto, kar pridobite. Mirno vest. Z vedenjem, da imate prihranke za nujne primere, se zmanjša stres. Ni vam treba skrbeti, kako boste pokrili nepričakovane stroške. Finančna svoboda. Ko vaši prihranki rastejo, boste imeli več možnosti, ne glede na to, ali gre za počitnice, vlaganje v novo podjetje ali preprosto uživanje v življenju, vam finančna svoboda omogoča izbiro. Gradnja bogastva. Z doslednim zaslužkom obresti in disciplino pri proračunu postavljate temelje za dolgoročno bogastvo. Ne gre za hitro obogatitev, gre za počasno in stabilno bogatenje. Najboljši del, ni vam treba biti finančni guru, da to dosežete. Samo sledite korakom, o katerih smo danes govorili, ostanite dosledni in opazujte, kako vaš denar raste. Torej, tukaj je preprost, a močan način, kako postaviti svoj denar na delo za vas, medtem ko ostajate likvidni in se držite proračuna. Ko te strategije prenesete v prakso, boste začeli opažati resnične spremembe v svojem finančnem življenju. Manj stresa, več prihrankov in svoboda, da živite po svojih pogojih. Če vam je bil ta video koristen, ga všečkajte, delite ga s prijateljem, ki potrebuje malo finančne vzpodbude, in ne pozabite se naročiti na kanal za več nasvetov o tem, kako obvladovati svoj denar. Preden pa greste, v komentarju spodaj delite, kaj je vaš največji finančni cilj letos. Naj se pogovor nadaljuje. Zapomnite si, finančni uspeh ni stvar sreče. Gre za pametne odločitve in vztrajanje pri njih. Zato začnite danes in pustite, da vaš denar opravi težko delo. Hvala, ker ste gledali in se vidimo v naslednjem videu.